ampak kljub ameriški blokadi je danes Hormuško ožino prečkalo kar nekaj tankerjev. Ja, to naj bi uspelo vsaj 4, pot skozi ožino pa so kot prvi našli Kitajci. Tanker, ki pluje pod malavijsko zastavo in naj bi prevažal 250.000 sodčkov metanola, je sicer pod ameriškimi sankcijami in je najverjetneje, ocenjujejo strokovnjaki, na nek način testiral, ali blokada deluje. Sledile so še 3 ladje, 2 sta prav tako na ameriškem seznamu sankcioniranih plovil. Kako jim je uspelo? Domneva se, da bodisi ameriške sile nanje niso bile pripravljene, bodisi so ladje uporabile tako imenovani spoofing, torej manipulirale so signali in sledilniki, da bi prikrile svojo točno lokacijo ali informacijo o tem, v kateri državi so naložile tovor. In to po oceni analitikov kaže, da bodo imele ZDA velike izzive pri izvrševanju pomorskih omejitev. A lot depends on the early days of the blockade, how many vessels the Americans can seize, how much they can convince vessels attempting to slip through a cordon that they're likely to be seized. But in all likelihood, I'd say it will prove difficult for the US to enforce. It is very much a gradual tool that impacts a country over time. As you said, there are very few cases in history of a blockade achieving decisive impacts. Ema, kako Američani sploh nadzirajo to Hormuško ožino? Ja, podrobnosti ameriška vojska sicer ne razkriva. Potrdili so le, da se na Bližnjem vzhodu trenutno nahaja vsaj 15 ameriških vojnih ladij, med njimi letalonosilke, več rušilcev, lovskih letal, v pripravljenosti naj bi bilo več 10.000 ameriških vojakov. Da ne bi bili v dosegu iranskih dronov in raket, naj bi se nahajali tudi več kilometrov stran od Hormuške ožine, v Omanskem zalivu, pa tudi dlje v Indijskem oceanu, kjer naj bi spornim ladjam sledili in jih po potrebi tudi zajeli. Vendar se, kot rečeno, do tega trenutka to še ni zgodilo.